dies irae, dies illa, zemlja se Bohu prahnila. Za 23. izvedbo festivala Bled je Jani Kovačič zapisal blejski misal s 23 besedili, s katerimi je želel narediti nekaj novega. Ja, to mi je prišlo na misel, ko me je Nejc povabil, če bi na tem festivalu imeli kakšno zadevo, pa se ko jaz bi nekaj novega naredil, nekaj tazga, neke nove skladbe, neko novo zgodbo in misal je neke vrste pravilo, kako naj bi izgledala maša. In smo rekli, se to konec koncev koncert je zelo blizu temu, ne. In potem smo rekli, sej težav je ogromen, ne. V maši imaš najprej malo moš zajamrati, potem malo tako in na koncu seveda zapoješ psalem, pol vmes je še kakšen nauk in tako naprej, to je pa to, ne. In ker je na Bledu, smo dali temu ime Blejski misal. Se pravi, gre za neke vrste, kot bi rekel, mašo, mašo, zeleno mašo, ki govori o človeških težavah in radostih. Glasbenik nam je zaupal, da je ideje črpal iz tako srednjeveških in zgodovinskih zgodb, kot tudi tematik, ki so trenutno aktualne po svetu. Sporočila o sreči in vse do žalosti, preko zgodb, besed, glasu glasbenika in zvoka njegove kitare ter harmonike, na katero je igral Klemen Leben. Kako pa se je njuno sodelovanje zgodilo? Prijateljem Klemnom, smo tole, pa so rekli, kaj pa če bi kaj skupaj naredila, in pa smo res lani smo imela v Drami en nastop skupaj in je bilo zelo fajn, tako kitara pa harmonika pa na en drugačen način, malo drugače kot običajno in smo rekli, to bilo pa fajn, če bi naredili celovečerni nastop in to bo to. Publika je v intimnem vzdušju uživala v svoji vrstni maši in zgodbah, katere je za nas preko glasbe povzel Klemen Leben. Zdaj predvidevam, da je Jani to pojasnil iz bolj poetskega stališča, jaz bi pa kot glasbenik. Se veste, ta svet je razpet med dobro in slabo, med veselo in žalostno in taka je tudi ta glasba, ki danes spremlja ta besedila. In začenjamo zelo daleč nazaj z eno sekvenco iz srednjega veka, dies irae, končali bomo pa nekako na nek način zelo posvetno. Med tem se pa zgodijo veliki zapleti, ki naš svet pretresajo in temu primerna je tudi glasba. Slišali bomo od zelo lepih melodij do zelo grobih melodij, recimo temu, da je včasih hoče biti glasba zelo eksplicitna, včasih zabriše vse ostale parametre, skratka, zelo nenavadna bo na nek način in to je tudi za naju en večji izziv glasbenika, kako zdaj osmisli ta besedila. Blejski misal je eden od mnogih projektov, ki skrbijo za to, da pri Janiju Kovačiču inspiracija ostaja živa. Pa če mogoče še pogledava zdaj inspiracija za misal, vemo, od kje je prišla, kaj pa vaše življenjsko delo, tega je veliko. Ja, veš, jaz vsako leto poskušam napraviti en projekt, en koncert. Tako da imam malo uržaha za kaj novega narediti, pa vedno si izberem, da je kaj drugače. Recimo zadnji tak projekt sem imel z Ano Pupedan, smo se še rock'n'roll, pa smo obiskali vse klube, kar se jih je dalo v Sloveniji. Potem predtem sem recimo z Big Bandom sem naredil par stvari, potem z godalnim kvartetom, vsako leto si nekaj takega zmislim, no. Letos smo pa rekli, da bomo malo bolj tako intimno narediti, s harmoniko, pa tudi teme so bolj žalostne, recimo. Stare zgodbe, misli o našem življenju in bivanju, združene v Blejskem misalu, so kot svež veter prinesli nekaj novega in drugačnega na festival Bled.